Si predstavljate, da lahko majhen, le nekaj centimetrov več kot 4 metre dolg avto stane 30, 40 ali celo več tisoč evrov, ki povrh vsega pod motornim pokrovom vozi povsem povprečno zmogljiv motor? Ne? No pa lahko. In tu je DS3 Crossback. Zdaj vas verjetno zanima, zakaj je njegova cena tako visoka. Preprosto zato, ker ni običajen avtomobil. DS3 Crossback, ki sicer ni popolna zamenjava za prvi uspešni DS, prinaša vse in še več, kar znamka zna ponuditi. Tisto še več seveda leti na obliko. Ni je namreč znamke na svetu, ki bi se uprla mamljivi prodaji križancev. Tudi pri DS se niso in zdaj novi DS3 nastopa v najbolj zaželenem oziroma, da se popravim, v najbolj prodajanem avtomobilskem razredu. S tem je brez dvoma izgubil nekaj športne ostrine, a po drugi strani veliko ljudi kupuje avtomobile z očmi in ne zgolj z vozniškim znanjem. Nekateri slednjega sploh nimajo, oziroma jim je malo mar, kaj avto zmore, važno je le, da je njegova oblika všečna. Tak je brez dvoma tudi DS3 Crossback. Pa tudi prav drugačen, da na cesti izstopa in da ljudje pogledajo za njim. Prav to pa je tudi glavni cilj takšne znamke in njenega produkta. Drugače pa je seveda z notranjostjo. Sedi se dobro, volan lepo sede v roki, tudi stikala na sredinski konzoli so velika in lepo dosegljiva. To tudi morajo biti, saj so tu tudi stikala za odpiranje oken, kar bo večini voznikov sicer čudno, a v DS-u se bo lastnik tega manevra hitro privadil. Sicer pa se nad celotno notranjostjo ne gre pritoževati. Tudi velik 10,3 palčni zaslon se lepo zlije z notranjostjo, čeprav njegova velikost obljublja več, kot v resnici da. Ne glede na nastavitev oziroma prikaz sta ob strani ponavadi izpisani temperaturi v vozilu, posledično pa je prikazovalni zaslon bistveno manjši. Je bil pa zato toliko večji motor, ali bolje rečeno zmogljiv, saj mu glede na to, da prostornina znaša zgolj 1,2 litra, težko rečemo velik. Tudi dejstvo, da za delovanje skrbijo zgolj 3 vali, ne prinaša dodatne veličine. Jo pa zato turbo puhalo. Po črto je tako vozniku na voljo 115 kW in če se vam ne da računati, je to 155 konj, ki z lahkoto poskrbijo za tono in 300 kg težko vozilo. Glede na dejstvo, da se premijski avto ne kupuje zaradi ugodne cene, tudi poraba goriva marsikomu ni najbolj pomembna. V DS3 Crossback ni bila najnižja, a tudi zato ne, ker je avto brez težav ponudil dinamično vožnjo, najbolj pa je navdušil z udobno. Velike zasluge si lahko lasti 8-stopenjski samodejni menjalnik, ki svoje delo opravlja odlično, največ pa seveda podvozje. Slednje deluje tako zelo udobno, da ga marsikdo napačno oceni, češ da je preveč udobno in da ni doraslo dinamični vožnji. Pa to nikakor ni res. Z DS3 Crossback se lahko peljete tudi nadpovprečno hitro. Karoserijski nagib bo sicer velik, a zastavljena smer bo zgrešena zgolj pri občutnem pretiravanju. Pri slednjem pa tako ali tako velja, da se zakonov fizike ne da pretentati.